Hvala lepa. Hvala lepa kolednicam in kolednikom. Tukaj je majhna zahvala, tako da prosim, pošljite od poslanko oziroma od poslanca. To je bilo hitro. Za tiste, ki ste nekoliko mlajši ali kasneje prišli na ZRC, bi rad še enkrat povedal, da je kolednica nepisano pravilo sprejema, ki je zdaj že 28. ali 29. po vrsti. Kot je tudi nepisano pravilo, da je ta sprejem pravzaprav poleg novoletnega druženja namenjen našim kolegicam in kolegom, ki so v minulem letu opravili svoj doktorat. Torej, gre za dva namena združenega v enega. In kot starejše kolegice in kolegi veste, protokol je nespremenjen že skoraj 30 letja, skratka, vedno nas nagovori predsednik oziroma predsednica znanstvenega sveta naše ustanove in potem v srednjem dogodku se posvetimo pa novim doktoricam in doktorjem. In s tem protokolarnim pojasnilom za zdaj zaključujem in predajam besedo predsednici znanstvenega sveta ZRC SAZU in jo prosim za njen nagovor. Še hvala. Spoštovani gospod direktor, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Le še nekaj dni nas loči in leto 2022 bo za nami. Vsakega od nas je tudi to leto zavedno povezalo, če že ne s kakšnim znanstvenim odkritjem, pa vsaj z intenzivno raziskavo kakega znanstvenega problema, katerega rešitev je še pred nami. Vsako znanstveno odkritje, če tudi po vplivu morda ni svetovnega pomena, je izjemno pomembno in predstavlja košček v mozaiku, ki pomeni napredek na področju, ki mu posvečamo svoje raziskave. Te zahtevajo od nas, da izjemno veliko ali celo večino časa preživimo med knjigami. Najstarejši znani napis iz katere od knjižnic je poznan iz knjižnice faraona Ramzesa II., ki jo je postavil v svojem monumentalnem templju Ramezeum, domnevno v enem od prostorov velike dvorane. O tej knjižnici v svoji zgodovini sveta, spisani v 40 knjigah, poroča Diodor Sicilski. Ramzesova knjižnica je imela nad portalom napis Hiša zdravja za dušo. Grški prevod originalnega zapisa, ki ga navaja Diodor, je bil okoli 3000 let po nastanku ponovno uporabljen in sicer nad vrati Sankt Galenske knjižnice, ki hrani številne neprecenljive rokopisne in druge knjižne zaklade. Biti zatopljen v knjigo ali z drugimi besedami v študiozno znanstveno delo je torej tisto, kar nas po stari modrosti osvobaja notranjega nemira in s tem prinaša občutek sreče. V dneh, ki so pred nami, bo vsak od nas zagotovo od vsakega kolega, znanca, prijatelja, sorodnika, družinskega člana slišal besede srečno, srečne praznike, srečen Božič, srečno novo leto. Ker pa se mesec december pogosto tako hitro odvrti mimo nas in hkrati od nas zahteva še obilico nalog in opravkov, včasih niti ni časa, da bi se ustavili ob vprašanju, kaj nam pomeni sreča, kaj želimo drugemu, komu želimo srečo. Je sreča razumevajoča družina, partner,
prijatelj, otrok, je sreča pomembno znanstveno odkritje, uspešno zaključen projekt, oddan članek, izdana knjiga, končan in uspešno zagovarjan doktorat, ali pa imamo srečo bolj v mislih mir, svobodo, zdravje, poklicno in osebno samouresničitev, čisto okolje in naravo, ali preprosto zaupanje vase, pogum za smele odločitve. Je sreča tudi to, da smo danes po 2 letih lahko ponovno skupaj v istem prostoru, brez vmesnih ekranov, saj ne nazadnje že sama beseda srečanje nosi v sebi besedo sreča. Potrošniška družba, v kateri živimo, nas skuša prepričati, da nam neprestano nekaj manjka in da bomo z nakupom tega ali onega izdelka ali doživetja končno dosegli pravo srečo. Prav s tem pa se človek zlahka ujame v začarani krog. Sreča je tako izjemno pogosto rabljen, a žal tudi zlorabljen pojem. Včasih se nam lahko zdi, da sami v globalnem svetu ne moremo ničesar spremeniti, vendar naša dejanja imajo moč. Če v naše vsakdanje življenje prenesemo eno od glavnih premis teorije kaosa, ki je v fokusu raziskav tako naravoslovnih kot tudi družboslovnih in humanističnih ved, namreč tako imenovan metuljev učinek, lahko iz tega izpeljemo, da majhne začetne spremembe pri vsakem od nas lahko ustvarijo bistveno večjo razliko v končnih pojavih na precej širši ravni, kot bi si to lahko kdajkoli predstavljali. Perspektivo sodobnega načina življenja spreminja tudi misel na minljivost življenja, ki nas lahko obvaruje pred kakšno nespametno odločitvijo in hkrati spominja, da pretirano vznemirjanje nad vsakodnevnimi težavami ni smiselno. Opomin memento mori je bil močno prisoten že v antiki, ko je te besede ob triumfalnem vstopu cesarja v mesto ob njemu sklikal eden od sužnjev. V srednjem veku ni bil rek nikoli povsem pozabljen, na novo pa je bil obujen v renesansi. Eden impresivnejših renesančnih primerov je rezidenca Petra Hektoroviča na Hvaru, katere edini okras so številni napisi in maksime, zaradi česar ji v zasebnih renesančnih rezidencah v Evropi ni najti primerjave. Stavba velja za edinstveno literarno delo, izpovedano v arhitekturi, za delo pesnika, ki se je lotil gradnje. Kar nekaj napisov se nanaša prav na minljivost. Najbolj izstopa latinski izrek spominjaj se poslednjih reči. Neohranjen, a izpričan je napis čas teče kot tok vode, še vedno pa lahko preberemo denimo tudi vzklik joj, kako hitro bežijo nepovratni dnevi. Sama bi želela izpostaviti besede z istim pomenom, a s povsem drugo konotacijo. Nekaj, na kar včasih človek, potopljen v nešteto obveznosti in skrbi, lahko enostavno pozabi. Zato izpostavljam rek vivere memento, ki so ga včasih zapisali tudi na sončne ure. Živeti torej v vsej polnosti, brez izgubljanja ur z nepomembnimi malenkostmi ali nepotrebnimi spori. Prepričana sem, da lahko vsak od nas, četudi se morda srečuje s težavami ali zahtevnimi razmerami, našteje mnogo vsakdanjih dejstev in okoliščin, zaradi katerih je lahko srečen tukaj in zdaj, v najbolj pozitivnem pomenu te besede. Med raziskovanjem se nam pogosto zgodi, da na kakšen podatek ali premik naprej, ki smo ga dolgo neuspešno iskali, naletimo v trenutku, ko tega ne pričakujemo ali celo iščemo nekaj povsem drugega. V zgodovini znanosti je do presenetljivo veliko zelo pomembnih odkritij prišlo po sreči, povsem nenadejano. Po srečnem naključju oziroma nenačrtovano so bili tako odkriti denimo penicilin, rentgenski žarki, radioaktivnost, superprevodnost, številna arheološka in še mnoga druga odkritja, med njimi ne nazadnje tudi Amerika. Nekateri so do spoznanja in navdiha za korak naprej prišli na banalen način,
denimo Arhimed med kopanjem v kadi ali Isaac Newton med razmišljanjem pod jablano. Nekatera odkritja so bila rezultat tega, da je pri raziskavi šlo nekaj narobe ali v drugo smer kot predvideno. V prvi polovici 20. stoletja je med Albertom Einsteinom in Nielsom Bohrom, ki sta v razmaku enega leta oba postala dobitnika Nobelove nagrade, potekala ena najlegendarnejših znanstvenih diskusij. Razpravljala sta o vprašanju, kako velik pomen ima v kvantni fiziki prav naključje. Einstein je izhajal iz univerzalnih zakonov determiniranosti, Bohr pa je zagovarjal teorijo o naključnem značaju merjenja kvantno-mehanskih pojavov. Če ugotovitve, ki so izšle iz te razprave, poenostavimo, realnosti torej ne določajo samo deterministični fizikalni zakoni, marveč jo do neke mere določajo tudi naključja. Impresivno pa ni samo to znanstveno dejstvo, marveč tudi, kako lahko izražanje nasprotujočih si pogledov ter drugačnih znanstvenih mnenj in argumentov s spoštljivim odnosom do sogovornika prav tako postane svojevrsten in v prihodnjih generacijah občudovan dosežek. Njuna diskusija danes velja za zgled naravoslovne epistemiologije, povezava med splošno in posebno teorijo relativnosti na eni in kvantno mehaniko na drugi strani pa je še danes velika uganka na področju fizike. Ko je Albert Einstein prvič prestopil prag svoje bodoče delovne sobe na Princetonu, so ga vprašali, kako bi jo želel urediti. Nobelovec je z lahkoto odgovoril: potrebujem pisalno mizo, stol, veliko papirja in nekaj pisal. Drugega nič, so ga vprašali. Ah ja, seveda, potrebujem tudi velik koš za smeti, da bom lahko vanj pometal vse papirje z napakami, ki jih bom naredil. V skladu s povedanim ni presenetljiva njegova misel, da kdor ni nikoli naredil napake, ni nikoli poskusil ničesar novega. Ta anekdota je vsekakor opogumljajoča misel v vseh trenutkih, ko nam ne gre, ko iščemo rešitev nekega znanstvenega problema, a se nam ta že nekaj časa izmika. Napake med znanstvenim delom torej niso poraz, marveč včasih celo nujen korak na poti do novih, lahko celo briljantnih znanstvenih odkritij. Čeprav so o sreči pisali številni filozofi od antike dalje in je to tudi danes priljubljena tematika raziskav različnih ved, je pomenljivo, kaj je o sreči menil prav avtor relativnostne teorije. Kmalu po prejemu Nobelove nagrade je predaval na Japonskem. V tokijskem hotelu Imperial je nekemu raznašalcu v zahvalo namesto napitnine v roko stisnil list z lastnoročno zapisanimi besedami: mirno in preprosto življenje prinaša več sreče kot stalno pehanje za uspehom, ki prenaša seboj nenehen nemir. Ob tem mu je rekel, da če bo v življenju upošteval to navodilo in dosegal srečo, je to bistveno dragocenejše kot nekaj napitnine. Leta 2017 je bil znameniti list papirja na dražbi neznanemu kupcu prodan za več kot 1,5 milijona ameriških dolarjev. Sreča je torej v preprostih stvareh. Da je zadržanost ali skromnost ključ do uspeha, presenetljivo preberemo tudi na najznamenitejši križarski utrdbi Croix de Chevalier. Na enem od kamnov je namreč vklesan latinski napis: naj si ti je dano bogastvo, naj si modrost in lepota, vse to skazi ošabnost, če jih spremlja. Tudi na Hektorovičevi palači najdemo opomin, naj ne bodimo oholi, zapisan v renesančnem duhu samorefleksije. Glasi se: če si spoznal samega sebe, zakaj si prevzeten? Vendar pa to nikakor ne pomeni, da ne smemo izpostaviti svojih sposobnosti in edinstvenosti. Tudi eden od napisov na Hvarski palači nas opozarja na to, z besedami: palača je narejena z združitvijo kreposti in ustvarjalnega duha, je namreč graditelj prefinjeno pohvalil prav samega sebe in svojo genialnost. To povsem sovpada z Aristotelovim pogledom, da je pogoj za dosego eudaimonije, ki se prevaja kot srečnost oziroma kot občutek največje sreče, prav življenje,
ki ga vodijo razum in vrline, ali s Cicerovimi besedami, kogar vodi krepost, tega spremlja sreča. Najstarejše civilizacije so orientacijo v času in prostoru vzpostavile z natančnim opazovanjem neba. Zvezdne konstelacije ter položaj Sonca in Lune so prek različnih varovanj razumeli tudi kot nebesna znamenja za človeka. Sredi oktobra letos je NASA objavila najnovejšo spektakularno fotografijo stebrov stvarjenja, tega skrivnostnega dela naše galaksije, kjer se rojevajo zvezde. Naša zvezda, Sonce, je od nas oddaljena 150 milijonov kilometrov. Tule je doslej najnatančnejši posnetek njegovega površja z razdalje le 75 milijonov kilometrov, ki ga je letos objavila Evropska vesoljska agencija. Povprečno število zvezd v eni galaksiji je okoli 100 milijard, v vidnem vesolju pa je okoli 2000 milijard galaksij. Mi smo od naše zvezde oddaljeni ravno prav, da nam omogoča življenje. Na Zemlji smo tako zagotovo rojeni pod srečno zvezdo. Dovolite mi, da zaključim z besedami kvantnega fizika slovensko-škotskega rodu Duncana Haldane'a, ki je leta 2016 skupaj z Davidom Dalsom in Michaelom Kosterlicem prejel Nobelovo nagrado za fiziko. V enem od intervjujev je med drugim izrazil tudi naslednje misli. Večina ljudi se v znanost ne poda zaradi zaslužka, ampak ker sledi svojim sanjam. Za uspeh v znanosti sta izjemno pomembna raziskovalčeva predanost in strast. Pri večini znanstvenih problemov ne gre za iskanje odgovorov, ampak za pravilno zastavljena vprašanja. Intuicija je verjetno eden ključnih delov raziskave. Raziskovalec mora imeti srečo, da naleti na nenadejano in nepričakovano odkritje. In zato so raziskave, ki temeljijo na radovednosti, tako izjemno pomembne. Za prepoznanje nečesa nenadejanega in nenavadnega mora znanstvenik imeti ogromno znanja in biti temeljito pripravljen. V znanosti je tako pomembno oboje, pripravljenost in sreča. Poleg tega mora biti znanstvenik raziskovanju strastno predan. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, tudi mi smo v znanosti zato, ker smo sledili svojim sanjam. Sreča nas, zaposlenih na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je zagotovo to, da smo inštituti med seboj različni, humanistični, družboslovni in naravoslovni, a prav zato izjemno kompatibilni in dopolnjujoči. Vsak od nas lahko k neki skupni raziskavi prispeva delček spoznanj svojega področja in takšen rezultat je prav zato bogatejši in zagotovo posledično tudi bolj osrečujoč. Za posameznika, za interdisciplinarno skupino in ne nazadnje za inštitucijo ZRC SAZU. Dovolite mi, da ob izteku leta vsem zaželim čudovito lepe božične dni, strast do vašega raziskovalnega dela pa naj prežema in osrečuje vsak vaš dan tudi v letu, ki prihaja. Naj vas leto 2023 bogato obdari tudi zdravjem in srečnimi naključji na vseh področjih vašega življenja. Mislim, da se vsi strinjamo, da bi bila škoda, da tisti, ki danes niso uspeli priti sem, da bi zamudili ta več kot novoletni nagovor in poskrbeli bomo za to, da bo dostopen tudi po današnjem dnevu. Zdaj pa vso dolžno skromnostjo gremo naprej na osrednji del in sicer na podelitev priznanj novim doktoricam in doktorjem znanosti.
Tudi ta dogodek je, hočeš nočeš povezan s srečo. Vsake toliko časa se nam srečno posreči, da ne pozabimo na nekoga. Vsake toliko časa pa pač se nam žal ne posreči in ko ga spregledamo, za kar mi je še enkrat žal za vse 3-krat ali 4-krat nazaj, ko se je to zgodilo. Zato čisto kratko pojasnilo za tiste, ki se nama boste tukaj pridružili. Torej, prosim vse, ki jih predstavim skozi naslov njihove naloge in imenom, da prijete, da jim prevzamete priložnostno priznanje v obliki priložnostnega darila in da se rokujemo, in to je pravzaprav ves protokol. Torej, začenjamo z kolegico, ki smo jo po nesreči lansko leto pozabili, in sicer govorim o Daši Ličen iz Inštituta za slovensko narodopisje, ki je leta 21. julija doktorirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z nalogo Kulturna društva v Trstu kot prizorišča identifikacijskih procesov tržaškega prebivalstva. Prosim. Eva Turk z Biološkega inštituta Jovana Hadžija je februarja letos na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Biogeografija, makrorevolucijski vzorci in populacijska genetika pri pajkih, zlatih mrežarjih. Ker kolegice Eve Turk danes ni z nami, bi potem prosil, da nekdo iz inštituta prevzame njeno priložnostno darilo, ki ga bomo pustili tukaj. Vesna Karmelj z Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta je prav tako februarja na podiplomski šoli ZRC SAZU zagovarjala doktorsko nalogo, uspešno zagovorila doktorsko nalogo z naslovom Korespondenca Franceta Steleta kot vir in izhodišče za umetnostno-zgodovinsko interpretacijo in zgodovino umetnostne zgodovine na Slovenskem. Čestitam. Blaž Kogovšek iz Inštituta za raziskovanje Krasa je prav tako februarja na Univerzi v Novi Gorici, fakulteti za podiplomski študij, zagovarjal doktorsko nalogo z naslovom Characterization of a Karst aquifer in the research area of Malenščica and Unica Springs based on a spatial and temporal variation of natural traces. Analiza časovne in prostorske spremenljivosti naravnih sledil za določitev značilnosti kraškega vodonosnika v zaledju izvirov Malenščice in Unice. Maruša Goluža z Geografskega inštituta Antona Melika je aprila letos na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjala doktorsko nalogo z naslovom Konflikti pri umeščanju prometne infrastrukture v prostor v Sloveniji. Čestitam. Anja Iskra z Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta je maja letos na podiplomski šoli ZRC SAZU
zagovorila uspešno doktorsko nalogo Kulturna politika in likovna umetnost v Mariboru v času nemške okupacije 1941-45. Čestitam. Kolega Lovel Kukuljan iz Inštituta za raziskovanje Krasa je junija letos na Univerzi v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij, uspešno zagovoril doktorsko nalogo z naslovom Dinamika CO2 in procesi raztapljanja v kraški vadozni coni. Čestitam. Še ena grafika zame. Tina Berden z Inštituta za arheologijo je septembra letos na podiplomski šoli ZRC SAZU uspešno zagovarjala doktorsko nalogo z naslovom Navport Vrhnika, arheološko najdišče Kočevarjev vrt. Čestitam. In končno Liza Stančič, 11.10. letos na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, uspešen zagovor doktorske naloge z naslovom Ugotavljanja sprememb rečnih prodišč z daljninskim zaznavanjem. Čestitam. Mimogrede, jaz Lizo poznam še od takrat, ko je bila tako velika. Če je koga skrbelo za originalnost naših kolegic in kolegov, ponujam ta način sprejemanja in prihajanja sem. Niti eden ni prišel na isti način in po isti poti. Čestitam. Zdaj dovolite še višek današnjega srečanja, seveda podelitev priznanja Dobri gospodar, ki prinaša seboj tudi finančno nagrado v višini letne plače mlade raziskovalke in raziskovalca. In v fotofinišu pravzaprav je zdaj za razliko od Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta, ki je, kot veste, ni hotel predati štafete, 3-krat zapored, 18, 19, 20, zdaj za 21, ta prestižni naziv Dobri gospodar prispel na Inštitut za arheologijo ZRC SAZU. Čestitke še enkrat. Verjamem, da boste skrbno pazili na našega prašička in seveda, da boste, verjamem, ustrezno investirali sredstva, ki mu pripadajo. In dovolite, da zaključim še z svojim voščilom oziroma zdravico. Želim vam vse, kar si v tem letu običajno želimo. Pridružujem se seveda voščilu kolegice Mije Oter Gorenčič. Torej, želim vam vse, kar si obljubljamo, voščimo, privoščimo, želimo, torej od zdravja, za spoznanje bolj glede na situacijo miru,
družinske sreče vseh vrst in vseh položajev, predvsem pa vsem veliko emocionalne gibkosti oziroma potrpežljivega razumevanja, ker samo na ta način bodo vse želje zares uresničljive. In vam želim res vesele, prijetne praznike in srečno novo leto nam vsem. In na zdravje. S tem je uradni del srečanja zaključen.